Spoštovani gospod župan, gospod poslanec, visoki gostje, gospe in gospodje. Spoštovani profesor Arih, vaš govor se me je zelo dotaknil, me je nagovoril in preden grem skozi protokolarni govor, pripravljen naprej, bi rad rekel naslednje. Ko sem se iz Ljubljane odpravil sem v te čudovite gorice in opazoval levo in desno našo čudovito deželo, me je njena lepota popolnoma prevzela. Vrnil sem se po skoraj 3 tednih službenih poti iz čudovite Italije, najbolj razvitenih Združenih držav Amerike, včeraj zjutraj iz ene najrevnejših evropskih držav Moldavije in razmišljal, kaj imamo Slovenci, kaj imamo ljudje v tej domovini, zdaj v svoji državi. Prekrasno, čudovito deželo, poleg vsega še zelo urejeno, zeleno. Kot mi je rekel nekdo v New Yorku iz Bližnjega vzhoda, sedimo na sodu čiste vode. Imamo skoraj vse. Poleg vsega imamo svojo državo. Imamo delujoče institucije, kljub tej krizi imamo zdravo ekonomijo. Imamo skoraj vse, kar bi si mnogi ljudje in narodi po vsem tem širnem svetu želeli. In vendar je, gospe in gospodje, ena stvar, ki me kot predsednika republike najbolj skrbi. Se ne, da je to edina skrb ali problem, ki ga imamo. Tako kot drugi imamo tudi mi vrsto socialnih in drugih težav in stisk, ampak vse bo mogoče lažje prebroditi, če bomo delali skupaj. In to, da delamo vse zdaj premalo skupaj, me skrbi. To ste se tudi vi, profesor Arih, vprašali v svojem govoru, ali ne bi bilo mogoče, ali ne bi bilo prav, da bi bolj strmeli k tistemu, kar nam je skupno. Naj vam rečem zelo odkrito, ne da bi bil prej glede tega posebej pripravljen, da bomo seveda prej ali slej, upam, da prej in ne slej, premagali to zdravstveno krizo. Prej ali slej bomo doživeli trenutek, ko bomo znova brez vseh skrbi in brez vseh ukrepov, bolj ali manj, lahko normalno živeli. Imamo zdravo ekonomijo, vse tisto, kar si pravzaprav neka razvita država želi, zato da imamo mi in naši otroci glede naše prihodnosti več upov kot strahov. Ampak ena stvar me skrbi in to so naši čisto medčloveški odnosi. Za marsikatero stvar, ki nas skrbi, ne moremo biti čisto gospodari svoje lastne usode, ampak smo v celi vrsti stvari odvisni od številnih okoliščin, domačih in mednarodnih. Ampak gospe in gospodje, moji ljubi Slovenci, glede ene stvari, glede naših odnosov, glede odnosov med nami, ni nihče drug nezaslužen, neodgovoren zanje. Mi sami. In zdi se mi, da si tudi v času te krize prizadevamo bolečine, kar samo poglablja, ne samo krizo, iz nje se bomo že izvlekli, ampak tudi naše medsebojno zaupanje. Vse, kar smo velikega v zgodovini dosegli, smo dosegli, če in kolikor je bilo zaupanja in kolikor je bilo sodelovanja. Tudi našo domovino smo tako ustanovili, našo državo. Vse, kar smo velikega potem dosegli, smo dosegli skupaj. Vabim vas, prosim vas, tukaj v tem prečudovitem okolju Slovenskih goric, da razmislimo o tem, da imamo skoraj vse, recimo tako. In da tisto, kar potrebujemo, imamo tudi, če hočemo, če imamo voljo. In to je malček medsebojnega spoštovanja, razumevanje za bolečino drugega, uživitev v skrbi drugega, eno strpno govorico, brez strupenih, celo sovražnih puščic. Vse tisto, kar nas dela ljudi, kar nas dela prijazne, odprte ljudi, za kar nas tudi imajo po svetu, za ljudi, ki jih radi srečajo, za domovino, za državo, v katero radi pridejo. Ljudje nas tako vidijo po svetu, vidijo vzornike v nas. Mi med seboj pa.
prav v tem zahtevnem času, smo sposobni biti eden do drugega sem in tja tako surovi. Ni nam treba. Dajmo zdaj, ko res ni najlepši, najlažji čas, ampak bo prišel, dajmo zdaj poskrbeti za to, da po tej krizi nimamo samo zdrave ekonomije in delujočih institucij in vsega tega, kar mora imeti neka država za svoj razvoj, ampak da imamo tudi zaupanje eden v drugega. To je tako zelo pomembno za prihodnost v tem 21. stoletju. Spoštovani, vojak, general prve slovenske narodne vojske, pisec, pesnik, zbiratelj slovenske literature, humanist, vizionar in tudi velik intelektualec. Vse to je bil Rudolf Maister. Bil je, tako kot se za zgodovinske osebnosti spodobi, zelo kompleksna osebnost, ki je, tako kot je bilo že poudarjeno danes, močno zaznamovala naš narod in našo zgodovino. Gre za pomembnega sooblikovalca naše samostojne Republike Slovenije. S svojimi borci je del zgodovinskega mozaika stoletnih prizadevanj našega naroda za samostojno državo. Maister velja za človeka, in to z razlogom, s sposobnostjo razumevanja zgodovinskega trenutka. In v teh trenutkih, v takih trenutkih, je bil mož sposoben sprejemanja velikih, čeprav težkih in mestoma zelo tveganih odločitev. Ne samo za nasprotniki, tudi s tistimi, za katere je pričakoval, da mu bodo stali ob strani. In to zmorejo samo veliki voditelji in za Maistra lahko rečemo tudi veliki buditelji. Maistrovo ime nam vedno v ospredje postavi vrednote, kot so domovina, domoljubje, tovarištvo, kultura. Vsaj kot je bilo rečeno, v zadnjih desetletjih. Znal je povezati, združevati, bil je tisti, ki je pozival k enotnosti in sodelovanju. Iz njegovih del, iz njegovih ravnanj, iz njegove pisne zapuščine je mogoče popolnoma jasno razbrati, da se je zavedal, da lahko slovenski narod uspe samo, če bo temeljil na teh vrednotah povezan in enoten. Bil je zelo daljnoviden. Šele enotni, združeni in odločni ob osamosvojitvi pred 30 leti in 1 leto več smo se uspeli osamosvojiti in zaživeti v svobodni samostojni Republiki Sloveniji. Danes potrebujemo nekaj te Maistrove vizije, odločnosti, poguma, predvsem pa sposobnost razumevanja teh posebnih razmer, v katerih smo se znašli in ne le teh, s katerimi se soočamo ta trenutek, ampak kot sem prej rekel, tudi tistih izzivov, ki prihajajo. Brez večje enotnosti, brez odgovornosti, smelosti pri premoščanju razlik, brez empatije, umirjenega, argumentiranega dialoga znotraj in odločnosti ter odgovornosti do naše države navzven, ne bomo uspešni. Zaradi odgovornosti do vseh, ki so prispevali tudi z velikimi žrtvami v vseh vojnah in na drugih področjih, ne smemo dopustiti med nami delitev ali razdorov, ki bi obrnili ta za Slovence zdaj zelo obetaven tok naše zgodovine. Moramo prevzeti to Maistrovo držo, če smemo danes nekoliko bolj vzneseno reči, držo njegovih borcev in se odgovorno soočiti za izzivi današnjega trenutka. Nič nam ni lažje, sem in tja nam je prav zaradi tega, ker se na prvi pogled ne zdi, da je to zelo težko, težje. Dokazati moramo, da smo se sposobni navznoter in navzven odzvati na izzive našega okolja in sooblikovati odgovore. Potrebujemo, kot sem prej dejal, več spoštljivosti, razumevanja in konstruktivnosti. Tako doma, kot tudi v reševanju naših domačih in mednarodnih izzivov. Kljub nesporno pomembni zgodovinski vlogi je bil Maister zaradi svoje pokončnosti in karizmatičnosti
za dalj časa odrinjen v pozabo. Profesor Arih je o tem zelo lepo govoril in razložil, zakaj. Šele v zadnjih desetletjih se ponovno ceni njegova izjemna vloga in prispevek k temu, kar Slovenci danes imamo. Vendar tako ni bilo med ljudmi, s katerimi je Maister živel, in tistimi, ki so znali po njegovi smrti ceniti njegov prispevek k narodni zakladnici. To se je pokazalo nenazadnje že ob njegovi smrti. Predvsem pa ga niso nikoli pozabili tisti, s katerimi je živel, njegovi sokrajani in njihovi potomci. In tukaj prebivalci Slovenskih goric, ki so Maistru zagotovo prirastih srcu, se je sem v te kraje radno in rad zahajal. Obojestransko spoštovanje in poseben odnos tukaj prebivalcev Zavrha do generala Maistra je bil tisti dejavnik, ki je vplival na to, da v teh krajih ni bil nikoli pozabljen. Številni so pripomogli k ohranjanju spomina na tega velikega Slovenca. Že pred 60 leti se je pričelo z organiziranim spominjanjem na Maistra in zgodovinske dogodke ob koncu Prve svetovne vojne za ustanovitvijo turističnega društva, ki je bilo poimenovano po njem. Kasneje z leti stalnega spominjanja na generala in človeka, ki je rad zahajal v te kraje in pisal ter pesnil, je bila sprejeta odločitev, da se v tej vili družine Stupič uredi Maistrova spominska soba in da postane Zavrh kraj spominjanja na Rudolfa Maistra. Svojevrsten vrh pa predstavlja odločitev o odkupu te vile in postavitev sodobne muzejske zbirke, ki je posvečena spominu nanj. Ob tej priložnosti kot predsednik republike izrekam iskreno zahvalo vsem, priznanje vsem, ki ste sodelovali pri tej postavitvi. 35 let različnih dogodkov v tem vašem prelepem kraju nima zgolj spominskega in družabnega značaja. Gre za strokovno in sistematično odkrivanje in spoznavanje vseh značilnosti Maistra in njegovih soborcev. Zato imajo te prireditve posebno vrednost, ki jo je potrebno z leti pred nami nadgrajevati in podpirati. Vaše aktivnosti morajo biti del spoznavanja mladih za velikani slovenskega naroda in navdih za odnos do svojega naroda in države do slehernega človeka. Posebno vrednost ima knjiga, ki je bila že omenjena, Obrazi Zavrha, ki je šla zdaj ob 35. obletnici. Knjiga je pomemben dokument spominjanja na tega velikega Slovenca, hkrati priča tudi o zgodovini nastajanja tega spominskega objekta, ki bo tudi v prihodnje spominjal in, upajmo, navdihoval bodoče generacije. Vsem, ki ste v preteklih desetletjih opravili izjemno delo za ohranitev spomina na Rudolfa Maistra, tako s prireditvami kot s knjižnimi deli, kulturnim društvom in drugim društvom, županom in številnim posameznikom, izrekam zares iskreno spoštovanje in zahvalo za opravljeno delo. Vaše delo ima velik pomen pri ohranjanju ključnih vrednot, ki nas vodijo skozi sedanja in prihodnja dogajanja doma ter v svetu. Spoštovani gospod župan, poslanec, profesor Arih, spoštovane gospe in gospodje. Na koncu naj še enkrat rečem, da imamo danes to nedeljo in čudovit dan, ko lahko proslavljamo 35 let sistematičnega ohranjanja in spominjanja na generala Maistra. Imamo eno čudovito prireditev, ko se po dolgem času spet lahko zberemo in se srečamo kot ljudje. Imamo priložnost, da se razgledamo z teh čudovitih goric na našo prelepo deželo in da se tudi malček poveselimo eden ob drugem v upanju na to, da našim otrokom pripada ena prihodnost, ki bo mirna, varna, ki bo prihodnost blaginje in v kateri bodo razvili vse njihove talente. Maistru pa zasluga, kdaj k temu pripomogel. Hvala lepa za vašo pozornost.